Nova zakonodaja obvezuje države članice, da do leta 2025 dosežejo 55% stopnjo recikliranja na občinski ravni, 60% do leta 2030 in 65% do leta 2035. Mariborska občina je že veliko prej prepoznala dobrobit krožnega gospodarstva, predvsem na področju ravnanja z odpadki. Ja, župan je že v bistvu na začetku svojega mandata govoril o pomembnosti krožnega gospodarstva in tudi okoli sebe zbral ekipo strokovnjakov, ki jim je naročil, da te zadeve pripravijo dovolj daleč. Priprave so potekale in bile so zelo uspešne, kot lahko vidite, se danes zadeve že v praksi izvajajo. Konec koncev kmalu bo otvoritev nove sortirnice odpadkov na Teznem. Bili smo uspešni na nekaterih evropskih projektih, ki so vezani na krožno gospodarstvo in tudi tukaj bomo dejansko naredili nekaj dobrega za mesto. Je pa danes današnja konferenca še pomembna, ker je to vse skupaj v sodelovanju z socialnim podjetništvom, ki pa tudi ima v Mariboru, bom rekel, največjo popularnost, tako rečem. Imamo v Mariboru dejansko največ socialnih podjetij in hkrati smo tudi pionirji na področju krožnega gospodarstva. Prav oranje ledine na področju socialne ekonomije je Mariboru prislužilo naziv Evropska prestolnica socialne ekonomije. Sicer pa nova evropska zakonodaja od članic zahteva, da do leta 2025 dosežejo 55% stopnjo recikliranja na občinski ravni. Jaz sem vesel, da je končno Evropska unija sprejela takšne uredbe, ki bodo zmanjšale oziroma izboljšale kakovost življenja. Ampak jaz mislim, da Maribor ravno zato, ker se župan dovolj zgodaj, bom rekel, začel s temi aktivnostmi, kar se tiče krožnega gospodarstva, je med prvimi v Evropi. Kar se tega tiče, za nas to ne bo nikakršen problem. Jaz mislim, da bomo mi krepko presegli ta odstotek teh odpadkov, ki se predelajo dejansko, in jaz upam, da bo tudi Evropska unija kmalu sprejela tudi malo strožjo zakonodajo, kar se tega tiče, ker mislim, da kot Evropa moramo biti neki tisti, kar se tiče sveta, na prvem mestu. Mi moramo voditi to politiko celotnega sveta, ne pa kakšen drugi kontinent. Unija se je končno začela zavedati problematike odpadkov, ki zaradi naraščanja zemeljskega prebivalstva iz leta v leto povzročajo večje težave. Zato eden izmed ukrepov Unije vključuje tudi 10% zgornjo mejo za odlaganje ostalih odpadkov na deponijah do leta 2035. Pri razpravi o krožnem zelenem gospodarstvu moramo namreč začeti razumeti, da ni samo cilj zmanjšati in kot tako količino odvrženih odpadkov, ampak se predvsem sprašujemo, kaj za temi odpadki narediti, kako te odpadke uporabiti kot vir. In tu je tisti odgovor, ki ga daje tudi krožno gospodarstvo. Poslovni modeli, ki bivše odpadke spreminjajo v nove vire, so tisti, ki iz teh bivših odpadkov naredijo surovino, ki ima tudi svojo vrednost in ki nenazadnje omogočajo ta prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, ki neke izdelke po njihovi uporabi zopet vrne ali v ponovno uporabo ali jih pa razstavi in njihove materiale uporabi za nove izdelke. V zadnjem času pa je jasno predvsem to, da je trenutno največji sovražnik človeka in okolja odpadna plastika, ki je danes prisotna prav povsod. Tudi na Antarktiki, zato mora biti recikliranje plastike prioriteta. Aquafil, zelo uveljavljeno globalno podjetje za sedežem v Ljubljani, naprimer uveljavlja zdaj že mislim, da 7-8 leto način, da zbira odpadne ribiške mreže iz vseh morij sveta. Se pravi, mreže, ki so nekje ostale ali so obležale ali so bile zavržene, jih zbira, jih odpelje v Ajdovščino, ima postopek, s katerim jih v celoti ponovno predela kot vir za njihov osnovni vhodni material. Se pravi, en odgovor zagotovo je učinkovito zbiranje in potem njihova ponovna uporaba teh polimerov, kar se po kemijsko-tehnološki plati da narediti. Kljub vsemu pa se v zadnjem času srečujemo s težavo, da se po Sloveniji kopiči odpadna embalaža, ki so jo zanjo pristojne družbe zaradi neurejene zakonodaje prenehale odvažati. Najti nove, bom rekla, kar poslovne modele, ker pravzaprav je to poslovni model, ki bo povezoval podjetja, ki imajo inovacije, komunalna podjetja in pa seveda tudi podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z reciklažo ali pa ponovno uporabo. Kaže, da smo v Sloveniji problematiko prepoznali dovolj zgodaj in se z njo tudi aktivno ukvarjamo. S tem pravzaprav odpiramo pot do družbe prihodnosti brez odpadkov. To pa je nekaj, kar smo dolžni sebi in prihodnjim generacijam.